Dober dan in lep pomladanski pozdrav v naši oddaji za zdravje. Erika Brajnik je predsednica Evropskega združenja naturopatov. Zato smo hvaležni in ponosni, da vsak mesec sodeluje tudi z našo oddajo. Danes bomo govorili o alergijah, ki tarejo res veliko ljudi. Erika, ljudje imajo vedno več alergij. Kako se kažejo? Alergij je vedno več, v bistvu zdaj ocenjujemo, da kar 40% svetovne populacije je alergično na nekaj. In to je drastičen porast. To se opaža tudi že pri dojenčku. Že dojenček je lahko ima alergije. Zaradi toksemije mame v bistvu je to. Zakaj so te alergije tako v porastu? Človek se lahko tudi rodi, recimo, da se rodi dojenček z alergijo, ampak če ne, normalno človek se rodi zdrav. In kar naenkrat eno leto se pojavi alergija na sonce. Meni nič, tebi nič, ki se ti recimo kaže kot nek dermatitis, lahko samo po obrazu, po rokah, to, kar je izpostavljeno na soncu. Nekateri imajo alergijo na mraz, drugi imajo zdaj na cvetenje dreves. Imamo tudi lahko se kaže kot rinitis, se kaže kot astma. Imamo te grozljive anafilaktične šoke, ki se ljudje bojijo tiste vinske mušice, da ga bo spravila na drug svet, dobesedno. Kaj se dogaja? V bistvu mi moramo pogledati na naše telo, ne gledati na tisti alergen, ki nas moti, da se bomo temu izogibali, zato ker dejansko, če do zdaj nisem bil alergičen in zdaj sem, pomeni, da se je v mojem telesu nekaj spremenilo. In sicer imunski sistem. Imunski sistem ošibi. Zakaj ošibi? Več ali manj zaradi toksemije zemlje. Nimamo kvalitetne vode, nimamo kvalitetnega zraka, nimamo kvalitetne zemlje. Vse je onesnaženo, tudi virus je prišel zaradi toksemije zemlje, kaj je sprovedla, zato da se lahko malo ščisti. In dejansko vedno več je teh alergij. Mama nosečnica, če se zredi v nosečnosti 20-25 kg, bo imela enih 70% več možnost, da bo rodila otroka, ki bo bil izpostavljen alergijam, ki bo alergičen, zato ker je že imel tako bazo, kjer se je spočel ta fetus, kjer je rastel in se formiral ta fetus, tako slabo, zelo slabo, in on se že rodi z toksini, ki jih je podedoval od mame, tako bomo rekli, Tako da prvo nosečnica suha se zredi tistih 9 kg, tako pravi zdravnik, in konec, in bo dojenček že zdrav, Ne smemo zmeraj dati se krivde tem božjim cepivom, Zdaj, kadar pa imamo to, pride eno leto nam ta alergija, recimo, ker se pol vsako leto slabša, lahko se sprovede v astmo in tako naprej, kako bomo mi pomagali temu telesu, da se znebi teh toksin, ki so prišli v telo? Ko prvo potrebujemo delati na dveh frontah. Ena fronta je to, da delujemo z imunostimulansi. To pomeni, krepimo imunski sistem. Najboljša varianta, najboljši imunostimulansi, ki so zelo dobri, učinkoviti in hitri, je ena probioterapija z določenimi sevi bakterij, ki so recimo protivnetni, Lactobacillus lacti, kazi, bifidum in tako naprej. To so taki sevi, ki vpihnejo vnetje in krepijo, spodbujajo imunski sistem, prav delujejo na kostnem mozgu, da dejansko imamo imunski sistem boljši, to pomeni, da se nam bo kazalo, limfociti bodo boljši, cela krvna slika se nam bo zboljšala, boljša bo, ne bomo imeli vnetja v telesu in tako naprej. Druga stvar, kar je poleg tega, da delujemo imunostimulantno, torej okrepimo imunski sistem, moramo pa to telo, kjer je prisotna ta alergija, rinitis, astma, karkoli se nam kaže ta, ali pa da je nekdo doživel anafilaktičen šok in je ves teroriziran, kdaj ga bo spet doživel, Dejansko takrat pa moramo prečistiti telo, narediti drenažo. Torej, kdor ima težave, absolutno potrebuje zdravniško pomoč, zato ker kdor je pred anafilaktičen šok, če ne gre do zdravnika, do prve pomoči, umrelih tam, Tako da, samo mi moramo telo potem z naturopatskimi tehnikami tako krepiti, da se zgodba ne bo ponovila. In to je pa od noter ven, recimo, da mi se znebimo teh toksinov, ki so v tej naši koži, z eno tako drenažo, ki jo izvajamo recimo s temi znanimi kopeljmi z njivske preslice, kjer tonificiramo vse organe in čistimo kožo z znojenjem.
Potem lahko uporabljamo kakšne mikronutriente, tako kot so tkivne soli in oligoelemente, da spodbudijo telo, da naredi drenažo in da se sčisti. Zato, ker mikronutrienti pridejo v telo zelo globoko, prodrejo zelo globoko in ga zelo učinkovito očistijo, medtem ker samo eni grobi makronutrienti, tako kot so kakšni minerali, tega ne naredijo, če telo ima malo energije, ne prodrejo v globino. Erika, kako pa se kaže na telesu, da je nekdo zakisan oziroma da ima toksemijo? Toksini se začnejo nabirati v telesu počasi, z leti in pol kar naenkrat poči in udari ta alergija. Recimo, zanimivo, na nosečnici, na nosečnici kaže se, da se toksini nabirajo v telesu in da jih jetra in ledvice ne odvajajo pravilno in telesa tako, da se nosečnici na sredi trebuha, tako kot lahko vidimo tukaj na sliki, začne nabirati ta črta. Ta črta, ta rjava črta, kar je rjavo, je ponavadi od jeter, kaže na šibkost jeter in tudi šibkost ledvic, ki toksinov ne morejo obdržati v organu, ma jih tudi ne morejo vreči ven iz telesa skozi urin in blato, ampak dejansko ti toksini ostanejo v telesu in organi jih vržejo v to vezivno tkivo, da se znebijo teh toksinov v organu. In tako se kaže na koži. Recimo, eni pubertetnici tudi se že kaže na toksemija, da se začne nabirati toksini. Masni lasje, le primer, masni lasje ni bolezen, ampak dejansko, če si prej umival lase enkrat na teden in zdaj si jih moraš umivati vsak dan, je zakaj? Zato, ker jetra so vedno bolj šibka, tisti toksini, ki bi morali iti ven z blatom in z znojenjem in tako naprej, ostanejo v telesu, v organu ne morejo ostati, telo jih vrže v lasišče in tam se začne nabirati ta mast. In zato mi potrebujemo drenažo, da mi toksinu iz predelu, iz koncu telesa spravimo v organ, iz organa ven iz telesa. Zato so kopeli in drenaže toliko pomembne za čiščenje telesa tudi nekoga, ki ima alergijo, astmo, rinitis in tako naprej in tako naprej. Erika, hvala lepa za te koristne nasvete. Hvala vam.